Prihajam iz Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo. Ta zveza deluje v okviru 90 povezanih nevladnih organizacij in deluje na področju preventive rabe tobaka v ospredju in pa preventive rabe alkohola oziroma tveganega pitja alkohola in pa na področju izboljšanja dejavnikov tveganja iz okolja. Morda bi za začetek na kratko poskušala predstaviti naše programe, potem osvežiti tudi zakonodajo, samo kjer bomo videli, da je večina le-te usmerjena v preventivo rabe tobaka med mladimi. Na koncu še nekaj naših programov, ampak ne vseh, ker mislim, da jih je preveč. Mogoče samo en del glede mladih, 15-letnih. Vemo, statistika dokazuje, da sploh po Eurobarometru smo med najslabšimi v Evropi po prevalenci. Med 15-letnimi vsak peti, vsak dan ali nekajkrat na teden kadi, kar je alarmanten podatek, in da tudi kadi vsak četrti Slovenec in da vsak drugi kadilec zaradi bolezni povezane z rabo tobaka umre. Bi želela naglasiti še, da tako kot nevladne organizacije v Sloveniji in Ministrstvo za zdravje v ospredju prepoznava kajenje med mladimi kot enega ključnih dejavnikov oziroma ne samo dejavnikov, izzivov za prihodnje delo. Glede, kaj zavezuje našo državo, okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru nad tobakom jasno nalaga državi varovanje politik pred komercialnimi interesi. To pomeni naše srečevanje z Ministrstvom za finance je zelo pomembno, srečevanje predstavnikov države z Ministrstvom za finance je zelo pomembno z namenom izboljšanja javnega zdravja in s tem tudi doseganja javnega interesa. Poznamo umrljivost, poznamo obolevnost zaradi rabe tobaka. Naša država je tudi se je obvezala z Ašhabadsko deklaracijo, potem tudi z globalno strategijo SZO oziroma globalni akcijski načrt za preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni, kar pa pomeni, da do leta 2025 bomo morali znižati za 30% rabo tobaka, kar pomeni, da bi naj takrat 16,8% kadilcev bilo v slovenskem prostoru ali manj, če bomo uspešni, kajti želeli bi se tudi približati cilju, da bi imeli globalnemu cilju 5%, o tem bomo se slišali verjetno kasneje, 5% kadilcev in kdaj bi to bilo, lahko 2030, 2040, tako kot so si že mnoge države tudi zastavili do leta 2025, do leta 2040. In dejstvo je, da po 25. letu redko kdo začne kaditi, to pomeni, je mladostništvo zelo pomembno in tudi obdobje mlajših odraslih zelo pomembno. Mogoče še mičkeno o zakonodaji, samo za osvežitev in zakaj nevladne organizacije smo si tudi zastavili že ves čas usmerjamo naše delo v spoštovanje, da bi prebivalci Slovenije spoštovali zakonodajo. Če jo že imamo, naj bo ta spoštovana in zato tudi nadziramo, pomagamo torej pri nadzoru rabe oziroma zakonodaje in obveščamo inšpekcijske službe, kadar zaznamo, da pač zakonodaja ni spoštovana. Mogoče
samo tale kartonček, mi ga postavljamo, vem, druge organizacije imate druge sisteme v preventivnem smislu na področja, ki so pregledana, da se vidi, kaj pregledujemo, zakaj pregledujemo in naš moto je pač zakon omejuje, da varuje. Kdo sploh smo, s kom smo povezani? Prvo zakonodajo tobačno smo pomagali izpeljevati novelo ZOT 2007 tudi. Vsi ti, ki jih vidite spodaj, so pomagali Evropska zveza za tobak, preventivo kajenja, Evropska zveza za javno zdravje, potem vidite tukaj FCA, okvirna konvencija ki bdi nad udejanjenjem okvirne konvencije za tobačno kontrolo, Mednarodna zveza za boj proti raku. Sedaj pa bi tudi mogoče naglasila tukaj, da smo pri Partnership za družbo brez tobaka, torej nevladna organizacija s sedežem v Bruslju, tudi verjetno poznate, vodi kampanjo, v bistvu medijsko kampanjo v povezavi z širšo mrežo nevladnih organizacij v EU prostoru na področju sprejemanja protokol nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki je tako sprejet, ampak da bi bil ta tako relevanten, da ne bi tobačna industrija bila umešana oziroma povezana z nacionalnim delom. Pa tudi je vodja kampanje na področju dviga trošarin. Vemo, da naša država je tu, to je tudi en aspekt, ki zelo vpliva oziroma ki je v tobačni kontroli zelo pomemben, predvsem pri znižanju prevalence med mladimi. Vemo, 11. marca smo se vsi majčkeno oddahnili, ko je zakon stopil v veljavo. Kasneje smo se še trudili za nekajenje v avtomobilu, kadar so prisotni mladoletni, in pa za zeliščne cigarete. Tu pa, torej, da bi bila popolna prepoved, tu nismo bili uspešni. To bi samo preletela, da ne bo torej povsod, to bo še potem povedal Luka Šolmajer, zakaj je tako zelo pomemben ta del zakonodaje. Torej, trenutno država dela na strožjih ukrepih za preprečevanje ponarejanja nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki, ampak ne samo država, Evropska komisija, tudi torej do konca leta lahko še vplivamo, kako bo ta del urejen v EU prostoru. Naša država pa mora še tudi ratificirati ta protokol o nedovoljeni trgovini. Vezani na mlade, vidite usmerjenost v ta del, pa poznamo zakonodajo. Mogoče samo to, ta prehodna ukrepi glede na začetek veljave. Vemo, da je junija bila prepoved, torej začela veljati prepoved oglaševanja, drugo leto prepoved razstavljanja tobačnih povezanih izdelkov na prodajnih mestih, potem novembra drugo leto ni več možna prodaja brez dovoljenj. Se pravi, bodo morali vsi prodajalci oziroma prodajalci imeti dovoljenja. In za 2020 šele, tu smo pač žalostni, prepoved prodaje cigaret in tobaka za zvijanje z značilno aroma mentola, tudi in enotna embalaža cigaret in tobaka za zvijanje, pa je že tudi znano, kakšno barvo bo Slovenija imela, torej enotno. No, to pa smo zdaj mi. Kaj vse delamo, kar večplastno, bi mogoče povedala, tako preventiva, primarna preventiva v osnovnih šolah, srednjih šolah, pa v kurativnem smislu opuščanje kajenja in pa svetovanje za opustitev kajenja, merilne instrumente, tudi uporabljamo različne, ne samo smoker, laser,
vključuje mogoče motivacijski program Akces, to bi bilo tudi luštno, če bi ga lahko širše predstavili, torej te metode evropskega programa. Proste roke, čista pljuča, kot veste, je nacionalni program. Redko kdaj gremo lahko 6-krat v šolo, kot program zahteva, da nam šola omogoči, ampak zadnje čase imamo vedno več teh priložnosti. Ne gre samo za opustitev kajenja, ampak gre tudi za informiranje širše množice mladih od 15 do 19 let, tudi ranljivih skupin, ne, tudi v Pumih smo, pa še kje drugje, romske skupnosti tudi. Torej, tako cilji programa, posredni, neposredni, gre za tudi vzpostavitev referenčne skupine, prepoznavanje stresa, učenje tehnik sproščanja, tudi mi imamo tabore, izobraževalne tabore, v soboto bo eden na Pohorju in s tem programom postanejo tudi naši ambasadorji zdravja, ne promotorji, ampak ambasadorji zdravja. Nosečnice, 11% jih kadi v slovenskem prostoru, kar je velika škoda, vemo, kaj nosi to sabo, da bi lahko za 20% znižali prezgodnje porode, znižali smrt v zibki. Še vedno se ubada tudi Ministrstvo za zdravje s področjem, kjer nezdravstveni profesionalci, kjer prav zdravniki svetujejo samo zmanjšanje rabe tobačnih izdelkov, ne pa popolno abstinenco. Na terenu tudi opažamo, mislim, tako tudi marsikatera informacija pride do nas. Podjetja, tukaj je včasih tudi masovna udeležba oziroma veseli smo 5 do 10 iz dela udeleženih tečaji na sedežu, na našem sedežu v Mariboru, kjer izvajam tudi 1-urna svetovanja. Moja spletna nekateljska zaobljuba, to je pa čist preventivni del in se seznanijo še škodljivostmi preko spleta, na računalniku, preko interaktivni programi, no, računalniška igrica, tekmovalni del, podpis nekateljske zaobljube, podpišejo tudi doma, gledajo se starši doma. Oksimobil je naš tak v ruralnih območjih, romske skupnosti tudi, pa podobno, ko delamo nevladne organizacije z, to že, ko ni še konec. Podobno stojnice, festival, kajenje, verjetno pač vsega tukaj ni. Zdravo na zabavo smo speljali. Zdravo na zabavo, naš veliki projekt za mlade brez psihoaktivnih snovi. To pa je romski vrtec spodaj, vidite, čisto specifični pristop, pa še starši delamo tudi. No to pa sem že povedala. Cilj družbe brez tobaka, pa še kjer bo Luka Šolmajer povedal, še več držav si zastavilo ta cilj in vsi skupaj lahko dosežemo, da bi tudi Slovenija si ga zastavila pač čim prej. Najlepša hvala.